Glavna naloga projekta je bila urediti degradirano območje. Za vsa dela so porabili 461 tisoč evrov, od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 308 tisoč, državni proračun skoraj 103 tisoč, občina pa jih je zagotovila 50 tisoč. Vse to za boljše bivanje 7 podjetij v industrijski coni. Smo jim morali zagotoviti na nek način dostop do javne infrastrukture in to smo s tem projektom lahko tudi naredili. Torej, vsak sedaj ima dostop po cesti do svojega objekta, ima svoj vodovodni priključek, elektropriključek, internetni priključek oziroma optični kabel in povsem novo elektroomrežje. Otvoritveni trak sta z županom prerezala izvršna direktorica podjetja Beti Maja Čibej in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc. Po njegovih besedah so domači podjetniki zdaj dobili površine za nadaljnjo rast in razvoj. Mi si ne želimo zidati na novih zemljiščih, ampak najprej želimo degradirana območja preoblikovati in pripraviti za to, da se da tam postaviti nove investicije. In to se tukaj dogaja in smo zelo zadovoljni. Seveda smo tudi z sredstvi, ki jih imamo na razpolago tako iz evropskega proračuna kot naših, takšno investicijo podprli. Zdaj si pa želimo, da pridejo čim prej nova podjetja in nova delovna mesta. Leta 1956 je bilo ustanovljeno podjetje Beti, včeraj je bilo torej dvojno praznovanje. Veseli smo v bistvu, da Beti praznuje 65 let, ker v preteklosti ni šlo vedno vse gladko in enostavno, ampak danes smo tukaj in delamo že načrte za naprej. Beti, ki zaposluje 145 delavcev iz lokalnega okolja, je trenutno v procesu reševanja negativne finančne situacije. Mi imamo nazadnje še vedno 4,3 milijone dolga do DUTB in ta postopek, ki se je zdaj začel, da DUTB prodaja terjatve in gospod Kozjan svoj lastniški delež, je namenjen temu, da poiščemo nekega ustreznega partnerja, ki bo podjetje lahko podprl za nadaljnji razvoj. Inovativnih idej imajo vsekakor še veliko. Pred kratkim so razvili inovativno in trajnostno prejo, narejeno iz 100% recikliranih plastenk.